Mi smo nazaj in z nami še vedno Tanja Žagar. Še vedno. Sem dobro rekel? Še vedno vaša, malo tudi tvoja, ampak bolj vaša kot tvoja. Dobro, moja nisi nič, ker jaz sem pa bil Mirno Reynolds za gosta danes. Žal ti ni uspelo. Mirna ima pa vokal, pa to moram, Mirna ima vokal. Boš pa naslednjič. Jaz ti želim, veš kaj s tebi želim, da se ti vse želje uresničijo in da imaš, čak pravzaprav ne vse. Vse pa ne, ker vedno ti mora ostati vsaj malo hrepenenja. Tako da naj se ti ne uresničijo vse, kakšno pa že, zmerno to ti pa že želim, da se ti. Deva spet, kaj glasba. Ja, dobro. Rekla si mi, da naslednjo pesem, ki jo bomo slišali, si pa ti avtorsko naredila sama, če sem prav razumel, in si jo snemala kje v Bolgariji. Ne, to pa ni. V Bolgariji si jo zmislila. Polovico si prav razumel. Bolgarsko besedilo. Ne. Skoraj, ampak zdaj... V Bolgariji imaš fanta. Ne vem, ne. Povej. A te boli usnice, kaj? Dobar. Jaz sem že kar nekaj pesmi napisala tudi sama, recimo s prve plošče Rada bi, pa Pogrešam te, pa še kakšna bi se našla, potem na tele drugi, pa ravno tako, kar večina besedil je tudi moje delo. Ko pač imam idejo, ko imam inspiracijo, to zapišem in potem posnamem. Sicer imam pa tudi krasno ekipo drugih ljudi, ki delajo z mano, za mene in ki pišejo zame in sem zelo vesela, da delam res s pravimi profesionalci, ki vedo, kaj počnejo, pa da jih nekaj recimo naštejem. Krasna besedila je zame že napisal Adi Smolar. Zelo spoštujem. No, vidiš, vsak dan se človek nauči kaj novega. Besedilo za pesem Dnevi sreče, dnevi žalosti, potem besedilo za pesem na novi plošči Majhne nežnosti, krasna pesem. Potem za mene je napisal dve pesmi Ivo Mojzer, tudi velika legenda slovenska, tako. Potem moj dober prijatelj Boštjan Groznik, ki nam je pisal še za časa skupine Foxy Teens, vse tiste lepe, naj pada zdaj dež, pošlji mi poljub, moja simpatija, prva ljubezen, ne? Moja simpatija, to je to, ne? Ja, vse vem, da si bil prej. Vem, da vse poznaš in da imaš še zdaj naše zelo, vse to vem. Skratka... A jaz čeba pa to, ja povej. Bolgarija. Bolgarija. No in tudi tole pesem, to Sam dostavo, sem jaz napisala sama, tako besedilo kot glasbo. In potem sem bila med 5 nominiranci v Sloveniji, od katerih bo pa zmagovalec odpotoval v Bolgarijo na Balkan Music Awards. To je bil prvi festival letos maja tam in seveda so ljudje glasovali in po izboru naše slovenske publike sem jaz kot zmagovalka iz Slovenije odšla kot predstavnica naše države v Bolgarijo na festival. Kaj si bili ostali 4? Prosim? Kjer so bili ostali 4? Bili so Jan Plestenjak, Plestenjaka si pomagala? To je to. Plestenjaka si pomagala? Naši uveljavljeni slovenski glasbeniki. Tanja Žagar, zdaj bom pa te spoštoval, ne? Lej, zelo naprej te pa spoštujem. A to rabiš za spoštovanje enega orang moškega? Ti rabiš za spoštovanje enega orang moškega? Bomo ne govorit več, ne govorit. Če premagaš Jana Plestenjaka, si pa glasbenik, lej. Veš, kam bi tebe jaz poslala? Tanja Žagar. Ne, čakaj, da lahko plešem step, ne, ja povej. Kam bi tebe jaz poslala? Jaz bi tebe poslala malo južneje od nas, da bi se ti... Ne, da ti razložim. Da bi videl, kako se ravna in kako se obnaša in kako se dela z ženskami. In ko bi nazaj prišel, bi bil ko... Ko bi nazaj prišel, bi bil ko prerojen, jaz te skoraj poznala ne bi in lahko bi se celo morda zaljubila vate. O moj bog. Rač ne? Gremo naprej. Skratka, festival v Bolgariji je bil letos meseca maja. Nastopali 11 predstavnikov balkanskih držav. Jaz sem bila pač edina predstavnica iz Slovenije in res profesionalno, organizirano do konca. Že ta gromozanski oder, ko smo stopili na njega, kamor nimaš vsak dan priložnost stopati, je nekaj posebnega. Potem, da ne govorim, da smo sredi Sofije na trgu nastopili pred 25.000 glavo množico. Recimo na začetku nas je vseh 11 nastopajočih prišlo na oder, se poklonilo in vsak od nas je dobil priznanje kot zmagovalec svoje države. Vsak od nas. Potem, ko smo recimo čakali v hotelu, da gremo na festival in po vsakega izvajalca posebej prišel avtomobil, se usedel noter, pripeljal na prizorišče. Ja, tako, potem smo se sprehodili po rdeči preprogi, lepo, z odnosom takšnim, ki ga je treba včasih tukaj pri nas kar iskati in mislim, da bi si marsikdo tudi od kakšnih slovenskih organizatorjev moral kdaj iti pogledati tudi tja k našim sosedom, kako, mislim, sosedom in malo južneje, kako se to dela, ker res imajo do show biznisa, do glasbe in do izvajalcev
zelo spoštljiv in lep odnos. No, moram reči, da sem imela spet eno malo nesrečo, pač, tako ne. In sicer, veš, kamorkoli jaz pridem, skoraj kamorkoli, naj pada zdaj dež. Se me še vedno drži očitno in da še pada dež. In zdaj je bil krasen sončen dan. Ne, mi smo nastopili kot, mislim, da 7. ali 9. No, skratka, pred nami je bil Željko Joksimović. In Željko poje, pa začne takole malo rosit in mu prinesejo na oder dežnik in odpoje do konca, na kar napovejo predstavnico iz Slovenije, Tanjo Žagar, in se vlije kot iz škafa. Jaz sem imela pa še 2 plesalca s seboj, ne, in smo imeli pripravljeno, jasno, tako dobro koreografijo, s tem, da je bilo na odru že tolikle luže. Pa sem rekla, fantje, kar bo pa bo, zdaj moramo narediti, šli smo gor, drselo je zelo, zelo na odru, tudi vidite na posnetkih, kako močno pada dež, vsi imajo že dežnike v rokah, mi pač brez smo vseeno zelo dobro in profesionalno zastopali Slovenijo, tako da sem ponosna na to izkušnjo in takole vedno rada povem, da sem bila del ene velike, lepe balkanske glasbene pravljice. Jaz sem jo tukaj več dodat, ne? Razen to, da si srečo izzivala sama s tisto pesmijo, naj pada zdaj dež. Očitno res. Češ, dejte me z dežjem, bom rekel, J v G, celo življenje in to je to. Zdaj pa gremo pogledati ta se jaz rečem bolgarski videospot. Lahko dovolim. Da vidimo, zakaj se gre, ne? Dobro. Dajmo.